Lepo pozdravljeni. V termoelektrarni Brestanica so po podpisu pogodbe za glavno tehnološko in visokonapetostno opremo za gradnjo drugega nadomestnega plinskega agregata v začetku julija začeli z gradbenimi deli. Gre za nadaljevanje izvedbe projekta zamenjave 3 plinskih blokov iz leta 1974, ki sicer še delujejo, vendar so pri koncu svoje tehnične življenjske dobe, saj je težko dobaviti specifične rezervne dele in bi tako težko zagotavljali današnjo visoko stopnjo razpoložljivosti in zanesljivosti obratovanja. S tem v termoelektrarni Brestanica nadaljujejo z izvedbo zamenjave plinskih blokov in sicer drugega dela prve faze, ki vključuje postavitev še enega nadomestnega plinskega agregata. Mi smo v mesecu decembru 2018 razpisali tako imenovan lot 1, torej dobava glavne tehnološke opreme, in v marcu smo potem podpisali pogodbo z dobaviteljem, torej te glavne tehnološke opreme Siemens Slovenija, v katerem konzorciju je tudi gradbinec Rafael Sevnica. V začetku julija so začeli z gradbenimi deli, ki so trenutno v polnem teku. Smo že pripravili teren, če lahko rečem, za pripravo betonaže temelja plinske turbine 7. Dela potekajo v stavbi, kjer že stojita turbina in generator 6. plinskega agregata in kjer sta že pripravljena prostor in infrastruktura za 7. plinski agregat. Po terminskem planu naj bi se ta projekt končal v letu 2020, konec leta 2020, potem sledi tehnični prevzem in poskusno obratovanje. Z namestitvijo novega plinskega bloka z močjo 53 MW nadaljujejo projekt zamenjave prvih 3 starih plinskih blokov iz leta 1974. Zmogljivost potem, ko bo ta blok 7 zgrajen, bomo imeli na lokaciji termoelektrarne Brestanica 450 MW, no potem, ko bomo pa zaustavili te stare 3 plinske bloke, bo pa se razpoložljiva moč temu primerno znižala. Obratovanje tega bloka bo usklajeno s potrebami, ki se pojavijo v elektroenergetskem sistemu Slovenije, ob primernih cenah na trgu pa bi blok obratoval tudi v komercialne namene. V termoelektrarni Brestanica so lani sicer odprli 6. plinski blok. Elektrarna je s tem pridobila dodatnih 53 MW razpoložljive moči, z novo pridobitvijo pa se je njena moč povzpela na 350 MW. Za termoelektrarno Brestanica je ta projekt bil res kritičnega pomena, ker stari plinski bloki, tako kot sem že poudaril, so na izteku življenjske dobe, ne dosegajo več željenih ekoloških parametrov, predvsem pa tudi izkoristek več ni v skladu z veljavno pričakovanji trga električne energije. V termoelektrarni Brestanica ocenjujejo, da je faza 1, kot imenujejo ta projekt, v tem časovnem okvirju zadosten. Predvsem je za nas pomembno, da bomo tudi lahko z temi bloki zagotavljali ob naši primarni vlogi terciarne sistemske elektrarne tudi napajanje nujne lastne rabe nuklearne elektrarne Krško. Vloga termoelektrarne Brestanica, ki je ena najstarejših še delujočih elektrarn v Sloveniji, je namreč predvsem zagotavljanje električne energije v času izpadov ostalih virov in se aktivira po potrebi. V primeru izgradnje jedrskega bloka 2 pa bo v Brestanici potreben še kakšen generator. Prvo naj poudarim, da jaz si želim, da Slovenija spozna, da potrebujemo drugi jedrski blok in da je to edina rešitev, če želimo biti energetsko neodvisen. Vsekakor bo pa potrebno potem razmišljati tudi v fazi 2, torej dogradnji plinskega bloka 8 in 9. Prostor so zanju že zagotovili, prav tako gradbeno dovoljenje. Novi plinski bloki pa ne prinašajo le večje zmogljivosti, temveč tudi hitrejši zagon od zahteve do polne moči. Mi potrebujemo 15 minut, da smo z vsemi razpoložljivimi megavati na omrežju. No, te nove plinske turbine so pa še bolj fleksibilne, te pa pridejo na polno moč 12 minut pa pol. V prvi polovici letošnjega leta so dosegli dobre poslovne rezultate. Imamo zagotovljene stabilne prihodke, tudi nekaj dobička izkazujemo, predvsem je pa pomembno, da imamo to stabilno poslovanje, da za sam plinski blok 7 ne potrebujemo najemati dodatnih kreditov, ampak bomo to vse zmogli z lastnimi sredstvi. Vrednost naložbe po predinvesticijskem načrtu znaša 26,45 milijona evrov. Nadaljujemo v Sevnici. Tamkajšnji zdravstveni dom je na območju obstoječega parkirišča pričel z gradnjo objekta, ki bo namenjen za vozila nujne medicinske pomoči.
Kot pravi direktorica zdravstvenega doma Vladimira Tomšič, je naložba del celostne rešitve problema parkiranja vozil nujne medicinske pomoči. Na območju obstoječega parkirišča je načrtovana izgradnja objekta, ki bo v 2 etažah, kletni in pritlični. V kletni etaži bo poleg garaže za reševalna vozila tudi nadstrešnica, ki bo namenjena parkiranju osebnih službenih vozil. Zdravstveni dom Sevnica načrtuje strateško izgradnjo glede na potrebe zdravstvene dejavnosti in ena potreba je tudi, da imamo tehnični del reševalne službe pod streho, ne? Ker pa ni bilo do sedaj to tako aktualno, smo preložili v teh letih to gradnjo sigurno za 2-3 leta naprej. Vendar je izkop danes že narejen, investicija je v teku in je v finančnem načrtu zdravstvenega doma Sevnica. Pri projektu je sodelovala občina Sevnica in pri nadzoru sodeluje občina Sevnica kot lastnik. Samo investicijo pa bo izvajal in plačal pa iz svoje dejavnosti zdravstveni dom Sevnica v vrednosti 297 000 evrov. S to pridobitvijo bodo vsa vozila nujne medicinske pomoči in vsa druga osebna službena vozila združena na enem parkirišču. Opravljala se bojo vzdrževalna dela noter, torej od higienizacije do malih popravil. Hkrati bodo zaščiteni pred vremenskimi vplivi, kajti v teh avtomobilah imamo aparature, drage medicinske aparate in pa tudi zdravila. Ker bodo vozila pod streho in zaščitena pred vremenskimi vplivi, bo njihova uporaba vsekakor prijetnejša tudi za paciente, vsaj poleti in pozimi. Avtomobile imamo po javnih parkiriščih, torej govorimo o sanitetnih vozilih, o vozilih za patronažno službo, za center za duševno zdravje, cirka 20 jih imamo vozni park in zato potrebujemo takšno stavbo. Z deli so pričeli sredi julija, investicija pa se bo predvidoma zaključila jeseni. V načrtu pa je še nekaj posodobitev oziroma projektov. Načrtujemo kar nekaj investicij, glede na to, da smo Sevnica geografsko zelo dislocirana, želimo, da imamo čim več dejavnosti za prebivalstvo tukaj. Dislocirana mislim od sekundarne ravni, torej od Brežic, Novega mesta, Celja, da imamo, torej se širimo, kar se tiče dejavnosti. Specialistiko so letos okrepili s kardiološko in z dermatološko ambulanto. Pridobili so specialistični program Center za duševno zdravje odraslih, za izvajanje teh del pa seveda potrebujejo prostore. Smo tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Tukaj čez cesto v HTC-ju smo kupili 90 kvadratov skupaj z občino za namen preselitve določene dejavnosti. Prav tako načrtujejo širitev zdravstvene postaje Karmel in sicer razširitev ambulant družinske medicine in razširitev centra za krepitev zdravja. V stavbi zdravstvenega doma Sevnica bo v prihodnjih letih prav tako prišlo do določenih sprememb. Tule v nadstropje višje, kjer smo zdajle, naj bi pa nekje do leta 2021, če bo vse po sreči, pa preventivni prostor dobil Center za duševno zdravje odraslih, mladine, pa mogoče medicina dela, zato da se spodnji del sprosti za širitev za namen družinske medicine. Sevniški zdravstveni dom je namreč sprejel normative in standarde in tako se tudi širijo programi družinske medicine. Ker jim to predstavlja temelj, dodaja Tomšičeva, želijo pridobiti prostore za namen družinske medicine in referenčnih ambulant. V letošnjem letu je občina Krško pristopila k izvajanju projekta, ki ga je prijavila v dogovor za razvoj regij, podjetniški inkubator Krško. Namen projekta je zagotoviti pogoje oziroma infrastrukturo za razvoj podjetništva in povečanje podjetniške dinamike. Dela na objektu v starem mestnem jedru, kjer bo podjetniški inkubator, so v polnem teku. Gre za rekonstrukcijo in opremljanje objekta v starem mestnem jedru Krškega za potrebe vzpostavitve podjetniškega inkubatorja, ki bo prispeval k hitrejši rasti in razvoju malih in srednje velikih podjetij ter ustvarjanju novih delovnih mest. Cilj inkubatorja je nudenje podpore gospodarstvu v obliki skupne promocije, trženja, izobraževanj in usposabljanj. Objekt
podjetniški inkubator na CKŽ 44 je v gradbeni izvedbi. V letošnjem letu je predvidena izvedba gradbenih del, v naslednjem letu je pa še izvedba instalacij in opreme. Za projekt v vrednosti dobrih 470 tisoč evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 289 tisoč evrov, država pa 96 tisočakov. Razliko bo krila občina Krško. Namen projekta je ustvarjanje pogojev za razvoj podjetništva in povečanje podjetniške dinamike. Kot pravijo na občini, bo poleg tega vplival tudi na boljšo prepoznavnost, spodbujal razvoj visokotehnoloških start-up podjetij, prepoznaval univerzitetno znanje in gospodarske prakse ter ponujal prenos znanja v prakso. S tem projektom pričakujemo, da bojo majhna in srednja podjetja pridobila prepotrebni zagon za razvoj in širitev teh podjetij in pričakujem, da bo to veliko podporo tem podjetjem. V nadaljevanju pa je v načrtu tudi priprava ustreznih vsebin, s katerimi naj bi inkubator v občini Krško in širše zadovoljil potrebam po vzpostavitvi okolja, ki bo omogočalo zagon novih start-up podjetij, razvoj malih in srednje velikih podjetij, povečanje podjetniške dinamike in izboljšanje poslovnega okolja. Gradbena dela naj bi se zaključila oktobra. V drugi fazi, ki je predvidena v letu 2020, sledi še nabava opreme ter informiranje in obveščanje javnosti o projektu do konca leta 2021. Ostajamo v Krškem oziroma na Vidmu, kjer je občina že lani nadaljevala z rekonstrukcijo ulic. Na Resi, Papirniško, Zdolsko in Delavsko ulico, nato pa še z obnovo Kurirske med Vrtcem in Zdolsko cesto ter jeseni z obnovo Cankarjeve ulice, ki se je julija zaključila. Trenutno pa potekajo dela na Šolski ulici. Na Vidmu je kar nekaj ulic, ki so dotrajane in potrebne prenove. Ulice na Vidmu se kar v preteklih letih se kar konstantno obnavljajo. Mislim, da so osebno sam smatram, da so prepotrebne obnove, marsikatera je v zelo slabem stanju. Ena večjih in zahtevnejših rekonstrukcij je bila zagotovo obnova Cankarjeve ulice, ki se je pričela novembra lani, zaključila pa julija. V kateri je zgrajena komunalna infrastruktura kompletna z ŠOEK povezavo. Noter je tudi družba Rudar izvedla svoj toplovod, obnovila, tako da je ulica urejena tako, kot se spodobi. S projektom v skupni višini 644 tisoč evrov je bila občina Krško uspešna pri črpanju evropskih sredstev, saj je na razpisu Ministrstva za infrastrukturo, Službe za trajnostno mobilnost in prometno politiko pridobila 95 tisoč evrov, od tega 80% iz Evropskega kohezijskega sklada in 15% od države. Trenutno potekajo obnovitvena dela po Šolski ulici od Zupančičeve do vključno Tomšičeve v dolžini približno 350 metrov. To je pa tudi obnova dotrajanega salonitnega vodovoda, se bo zamenjal z novim, obenem se bo tudi ŠOEK inštalacija in kanalizacija naredila. Dela naj bi bila po terminskem planu zaključena do septembra, njihova vrednost pa znaša 200 tisoč evrov. Jeseni sledi ureditev območja med bloki na Cankarjevi ulici. Na Cankarjevi naj bi se naredil dostop do bloka številka 1 pa 1A. Mislim, da ta stranska ulica, to se bo tudi v letošnjem letu nadaljevala, pa Rozmanova ulica tudi. Dela bodo predvidoma potekala 3 mesece. Člani sevniškega občinskega sveta so na zadnji predpočitniški seji sprejeli predlog sprememb odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Sevnica, ki so jim ga strokovne službe občine predstavile maja. Člani sevniškega občinskega sveta so sprejeli predlog sprememb odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Sevnica, ki je bil vsebinsko nazadnje spremenjen v letu 2000. Ta odlok je bil nekoliko neusklajen z zakonodajo. Mi ga sedaj usklajujemo z zakonodajo. Zagotovo ni ta uskladitev z zakonodajo tako velika, da bi bistveno spremenili na tem področju karkoli. Gre pa za to, da tudi država s svojimi akti in ukrepi nekako pripravlja nepremičnine za uvedbo nepremičninskega davka, čemer so osnova evidence, ki pa jih vodi država. Predlog je torej usklajen tako z zakonodajo kot lokalnimi pričakovanji. V Sevnici namreč upajo, da bo tako občina, predvsem pa lastniki in država uskladili nepremičninske podatke in da bodo imeli ob uvedbi tega davka primerne evidence, ki bodo lahko zagotavljale pravično obdavčitev. V tem odloku
pa ne načrtujemo povečanja na tistih delih, kjer občani že plačujejo nadomestilo za nepremičnine. To pomeni zgolj nekaj korekcij na kmetijskih objektih in nekaj sprememb med posameznimi območji, kjer se je opremljenost spremenila. Po skrajšanem postopku je bil sprejet tudi odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Dodenji Boštanj Zahod. V nadaljevanju sledi nekaj kratkih vesti. Vlada Republike Slovenije je na sredini dopisni seji med drugim sprejela tudi program sofinanciranja investicij v lokalno javno infrastrukturo v letih 2019 in 2020 strani Ministrstva za obrambo. Tako v občini Brežice v letih 2019 in 2020 predvidevajo sofinanciranje obnove lokalne ceste do križišča v Dolenji Pirošici, ureditev križišča lokalnih cest v Črešnicah ter ostale cestne infrastrukture v tem naselju. Ob tem bo obnove deležen tudi 2-kilometrski odsek lokalne ceste Velike Malence Vrhovska vas, sredstva pa bodo namenjena tudi za sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil. Trenutno v knjižnici Brežice gostijo razstavo Filatelističnega društva Verigar. Ob stoletnici prve slovenske znamke je društvo v sodelovanju s filatelističnim krožkom osnovne šole Bizeljsko pripravilo likovni prikaz Verigarja. Tako se filatelisti trudijo slovensko dediščino ohraniti za nove generacije. Konec julija je v Anini cerkvici v Leskovcu potekal drugi Anin glasbeni večer. Z glasbo je navdušil godalni kvartet Bele Band. Kvartet je zvenel urbano, prepričljivo, občuteno. Dotaknil se je obiskovalcev, ki so s svojim obiskom in odzivom na muziciranje nagradili njihov angažma. Dogodek je z razstavo šopkov popestrila članica Društva likovnikov Krško oko Jožica Petrišič, umetnica, ki s svojo ustvarjalnostjo navdušuje na številnih področjih ustvarjanja. Voda je zdrava, voda je vir življenja in pogosto slišimo, da je za boljše počutje in zdravje treba piti zadostne količine vode. Kakšno vodo pravzaprav pijemo v občinah Krško in Kostanjevica na Krki? Zadnji rezultati nadzora kakovosti pitne vode iz javnih vodovodov kažejo, da dobro. Po besedah Nine Leskovar-Fermej iz družbe Kostak je skoraj 26.000 uporabnikov, ki so priključeni na javne vodovode, pilo dobro pitno vodo. Rezultati so dobri, z njimi smo zadovoljni in tudi v skladu s pričakovanji. Vzeli smo 202 vzorca vode, od tega je bilo več kot 96% vzorcev vode ustreznih. Sem pa tam se pojavi kakšno neskladje s pravilnikom o pitni vodi, vendar nič tako pretresljivega, da bi bilo pomembno za uporabnike oziroma da bi predstavljalo potencialno nevarnost za zdravje uporabnikov. V neskladju s pravilnikom o pitni vodi je bilo 6 vzorcev, kar predstavlja 3,6% vseh vzorcev. Šlo je predvsem za neustreznost v sklopu teh indikatorskih parametrov, ki ne predstavljajo nevarnosti za uporabnike. To pomeni, da imamo vodovodni sistem stalno pod nadzorom, vršimo nadzor vse od zajetja pa do pipe uporabnika skozi vso leto. Kadar vzorčijo vodo, vedno opravljajo mikrobiološke in fizikalno-kemijske analize. 3 vzorci so bili neustrezni v sklopu teh mikrobioloških analiz, se pravi, presežene so bile bakterije pri 37 stopinjah Celzija, pa enkrat tudi je bil zaznan indikator fekalnega onesnaženja na enem od vodovodov. V tem primeru smo dali ukrep prekuhavanja pitne vode, vendar kaj posebnega pa ni bilo. Kar se tiče pa fizikalno-kemijskih parametrov, je bila pa edina težava ta, da je bila povečana motnost. To so odpravili z izpiranjem vodovodnega sistema ter z dodatno kontrolo z meritvami po omrežju. Stanje se sicer izboljšuje tudi na Krškem polju. Tam so namreč vodni viri zaradi poljedelske dejavnosti prekomerno obremenjeni z nitrati in ostanki fitofarmacevtskih sredstev. Kemijsko stanje na Krškem polju se izboljšuje. Na Drnovem sicer zaznavamo še nitrate okrog 50 mg na liter. Na črpališču Brege pa se so te vrednosti znižale in so nekje od 10, se gibljajo med 10 in 20 mg na liter, kar je dobro. Tudi vrednosti desetilitrazina v letošnjem letu niso bile nad to mejno vrednostjo, tako da zaenkrat smo zadovoljni in si želimo, da bi tako tudi bilo naprej. V večini Slovenije je nekaj povsem samoumevnega, da lahko odpremo pipo, si natočimo kozarec in vodo spijemo. Zagotovo gre za privilegij, a ker se ga morda ne zavedamo dovolj, se dostikrat obnašamo, kot da pitne vode nikoli ne bo zmanjkalo, kar seveda ne drži.
Pitna voda je vendarle omejena dobrina, zato na Kostaku pozivajo k njeni varčnejši uporabi. Zdaj v zadnjem času je padavin dovolj, vendar se pa na začetku te poletne sezone smo imeli nekaterih vodovodih malo težav, predvsem zaradi tega, ker naenkrat začnejo vsi zalivati svoje vrtove, prati avtomobile in polniti bazene. Predvsem zato je bil problem, ampak da bi pa bilo prav težava v količinah podzemne vode, to pa se ni zgodilo, k sreči. Sicer pa na kakovost pitne vode lahko vplivate tudi uporabniki sami. Redno nadzorujte interne vodovodne inštalacije, spremljajte obvestila izvajalca javne službe glede ukrepov za zagotavljanje kakovosti pitne vode ter upoštevajte navodila in priporočila. Ob koncu šolskega leta šolarji in njihovi starši prejmejo seznam učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin za prihodnje šolsko leto. S tem pa se začnejo skrbi mnogih družin, ki šolskih potrebščin ne zmorejo kupiti. Humanitarna organizacija Državljani sveta zato že 4. leto zbira šolske potrebščine za socialno ogrožene otroke v občini Brežice. Učbeniki, delovni zvezki, torbe in ostale šolske potrebščine močno obremenjujejo marsikateri družinski proračun, zato se starši šolarjev za pomoč obračajo tudi na humanitarne organizacije. Otrokom iz socialno ogroženih družin pomagajo tudi Državljani sveta. To je že nekako postala naša tradicija. Državljani sveta že 4. leto zbiramo konec julija in pa avgusta šolske potrebščine za socialno ogrožene otroke v občini Brežice. In to se dogovorimo z lokalnim centrom za socialno delo, ki to na koncu kampanje prevzame in verjamemo in nimamo nobenega razloga, da bi dvomili pravično in pošteno razdelili med otroke, ki to najbolj potrebujejo. Tudi sami lahko pomagate in družinam omogočite lažji začetek šolskega leta. Državljani sveta šolske potrebščine zbirajo vse do 20. avgusta in sicer v prostorih zobne ambulante na ulici Stanka Škalerja 29 v Brežicah. Tukaj bi rad poudaril, da zbiramo večinoma nove stvari ali zelo dobro ohranjene stare stvari. Po načelu, kar je dobro za naše otroke, dobro tudi za socialno ogrožene otroke. Tovrstne akcije so sicer zelo uspešne. Prav posebej lahko govorim za lansko leto je bilo izjemno bogata bera, tudi leto se nadejamo podobnemu, tako da bomo lahko oskrbeli čim več socialno ogroženih otrok pri nas. Jure Poglajen pa se 10. avgusta znova odpravlja na grški otok Lesbos, kjer bo v okviru slovenske zobozdravstvene odprave en teden oskrboval begunce v centru Moria. Skupaj z Zdravniško zbornico Slovenije smo ustanovili poseben projekt, ki smo ga imenovali Slovenska zobozdravstvena odprava oziroma Slovenian Dental Mission in zdaj pošiljamo že drugo ekipo na otok Lesbos v tamkajšnjo prirejeno zobozdravstveno ordinacijo, kjer bomo oskrbovali begunce v begunskem centru Moria. Poglajen je bil letos pomladi že tam, s kolegico sta oskrbela tudi do 40 pacientov na dan. Pričakuje, da bo število tudi tokrat podobno. Sicer pa je ustanova Državljani sveta lani izvedla humanitarno akcijo Otroci sveta, ki je bila namenjena zbiranju denarnih sredstev za nakup otroških vozičkov za otroke v prav tem begunskem centru na Lesbosu. Brali smo denar za točno 411 otroških vozičkov, ki smo jih tudi lastnoročno razdelili pomoči potrebnim v begunskem centru Moria. Tako je, ja. Vsak konec novembra in začetek decembra pa pozornost posvetijo starejšim občanom. Zanje pripravijo podobno kampanjo, kot je trenutna za otroke iz socialno ogroženih družin. Takrat pa zbiramo božična oziroma novoletna darila za starejše občane v občini Brežice, ki prav tako prevzame lokalni CSD in pravično razdeli. Starejšim je namenjena tudi akcija Polepšajmo jesen, ki so jo začeli spomladi in junija v Ljubljani pripravili dobrodelno prireditev. Tokratno humanitarno prizadevanje želijo usmeriti predvsem v umetnost, kulturo, družabnost, zabavo in udobje, do katerih socialno ogroženi starejši težko dostopajo. Ni dovolj samo to, da so siti in da so na tople, morajo tudi nekako kvalitetno preživeti svoje tretje življenjsko obdobje. In to je ta naša hrana za dušo, katero zbiramo denar, da jim podarimo recimo odhod v kino, v gledališče, na bazen, k frizerju. Gre pravzaprav za drobne in samoumevne stvari, dodaja Poglajen. Akcija Polepšajmo jesen še poteka in se bo sklenila septembra s predstavo Večno mladi v SNG Maribor. Mateja Kavčič v svojih projektih vzdržuje vez z naravo. To svojo izkušnjo je kot neke vrste naravno umetniško terapijo ali vsaj kot pozitivno lepo doživetje za vsa čutila ponudila obiskovalcem odprtega ateljeja v galeriji Božidar Jakac. Poglejmo.
Mateja Kavčič je cel mesec julij ustvarjala v priložnostnem ateljeju, ki se nahaja v neobnovljenem delu zahodnega krila galerije. Naslov razstave je Vezi. S tem sem mislila na različne vezi, ki jih imamo ljudje med sabo, se pravi odnos med partnerji, med družinske vezi, vezi do domačega kraja. Hotela sem pa poudariti tudi to, da se te vezi dandanes izgubljajo, in da se navezujemo bolj na stvari in mogoče na digitalne naprave. V današnji kibernetski potrošniški družbi se nam ponujajo neprimerne, negativne, lažne, nenaravne vezi. Ne ločimo več, katere so dobre za nas in katere bi bilo bolje pretrgati, dodaja. Tako da sem hotela v bistvu dati priložnost oziroma spomniti ljudi, ki stopijo v ta atelje, da dobro počutje v bistvu ne stane nič, da se lahko že samo z enim odmikom v naravo sprostijo ali pa se umirijo. Velik del postavitve je tudi vonj, ki takoj vrže človeka v neko tako naravno stanje, se mi zdi, vsaj taki so tudi odzivi. Vsi se spomnijo na neke stare čase, kar je v bistvu malo absurdno, da si ne vzamemo več, ker to res ni težko priti v naravo in to občutiti. To je bil tudi glavni namen, sicer pa pletenje kit, vezi iz močvirskih trav Mateje Kavčič lahko asociira na spletanje las, nežnost, skrbnost, ljubezen, odnos matere in hčere. Tudi na poti, naše poti, kako se srečujejo skozi življenje, kako se spletajo vezi med sabo, recimo ene poti so zelo zavozlane, tako se vidi tle, recimo s tem, da se meni zdi, da je najbolj važno, da je pot najbolj važna, ne doseganje nekih velikih ciljev v življenju. Mateja Kavčič v svojih projektih vzdržuje vez z naravo. Ja, zadnje čase pa res, zadnja leta zelo veliko. V bistvu sem ravno tu začela malo bolj v lapidarju pred 3 leti. Tam sem sicer imela v vsakem prostoru druge materiale, ampak ravno te trave sem srečala to, ker so v okolici in s tem se mi zdi, da se tudi lepo povežem spet s tem krajem, kjer ustvarjam. To so močvirske trave tu iz okolice galerije. Sicer pa delam tudi iz vej ali pa iz praproti, iz različnih materialov, ki jih najdeš v naravi. To svojo izkušnjo je kot neke vrste naravno umetniško terapijo ali vsaj kot pozitivno lepo doživetje za vsa čutila ponudila tudi obiskovalcem odprtega ateljeja v galeriji Božidar Jakac. Letos sem se prijavila na razpis za odprti atelje na Ministrstvo za kulturo in zelo sem vesela, da sem ga dobila. V tem prostoru sicer delam poleti že več, se pravi 3 leta in sem zelo počaščena, da lahko, ker mi je prostor zelo všeč. Odziv obiskovalcev je tudi letos zelo dober. Fino je, ker prihajajo naključni turisti, tudi domačini, zelo medgeneracijsko. Zelo fajn se mi zdi tudi zame, dobim en tak feedback, ki ga sicer ne bi, Sam na otvoritvi tega ni, tako pa vprašajo marsikaj, pa dobijo. Tudi oni pravijo, da je dragocen ta odnos z umetnikom, da to se jim redko zgodi, da lahko kaj vprašajo. V sklopu projekta je potekalo tudi več delavnic za otroke in medgeneracijska delavnica, na kateri so udeleženci z umetnico pletli kite iz trav. Postavitev je v ateljeju na ogled še vse do konca avgusta. Spoštovani gledalci, to je vse, kar smo pripravili v tokratnem Posavskem tedniku. Vabljeni v našo družbo znova čez teden dni. Do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.